Že ob prvem srečanju na tovarniški testni stezi v Baloku nismo skrivali veselja, da se je naslednica slavne predhodnice končno le udejanila pred kupce. Potem, ko smo z njo preživeli več časa tudi na naših cestah, pa nam je hitro postalo jasno, da pri tem še zdaleč nismo bili osamljeni. Že zelo dolgo nismo sedeli v avtu, ki bi pritegnil toliko pogledov in kot po tekočem traku sprožal kamere telefonov. A da bo Giulia lepa, je bilo tako ali tako jasno. Ko spregovori Alfina oblikovna govorica, ostali utihnejo. V tem so tako izjemni, da se nam zdi za kar samoumevno, da jim bo vselej uspela še ena nadstandardna kreacija. Za volanom je drugače. Primerjava bo boleča, a jo je treba izreči. To je najbolj nemško tehnicistična Alfa. Boleča, ker je bila Alfa tudi v kabini vselej precej bolj samosvoja. Vrtljivi gumbi, predstavna ročica in stikala na široki sredinski konzoli so zdaj taka, kot jih srečamo še v katerem od nemških premijskih avtov. So pa v kabini uporabljeni materiali in končna izdelava na zelo visoki ravni in tisti, ki iščejo površnost, je zlepa ne bodo našli. In zdaj k ključnemu vprašanju, kako se pelje? To je po dolgem času spet avto, ki je namenjen zahtevnemu vozniku. Ne zaradi moči, te je pri tekmecih prav toliko, ampak zato, ker so naredili vrhunsko vodljiv avto, s pogonom na zadnji kolesi. Lahko bi na dolgo govorili o prednjem vzmetenju, dvojnih prečnih vodilih, izjemni natančnosti krmiljenja ali o zadnjem vzmetenju multilink, ampak mi bomo rekli drugače. Ko vozniški gurman v Giulii vidi znak pozor ovinki, lahko od sreče samo zavpije. Hura, ovinki! Skrajšajmo torej olepšave. Giulia je temeljit in zelo premišljeno izdelan avto, ki na prvem mestu postavi voznika in uživanje v vožnji. V poplavo konfekcijskih avtov je Giulia torej vnesla to, kar smo znali nekoč vozniki visoko ceniti.